da smo en takšno okroglo mizo že priredili pred nekaj meseci v času drugega vala in da je bil odziv relativno zelo dober. Sicer iz dveh zornih kotov. Prvič, da se postavijo najprej vprašanja v zvezi z zdravljenjem, potekom COVID-a in pa posebej cepljenjem, in pa da na ta vprašanja poskušamo najti odgovore od kompetentnih, relevantnih strokovnjakov. Zdaj, če čisto na kratko na začetku podam poročilo, COVID četrti val je že zelo, zelo tukaj. Mi imamo vsakotedensko sestanek na nivoju ministrstva s strokovnimi direktorji in takrat določamo kapacitete COVID enot v posameznih bolnišnicah, ki ponavadi drži en teden ali pa 14 dni ta dogovor. Ampak lahko rečem, da prejšnji tedenski dogovor ni zdržal enega tedna. Danes smo dobili dodatne direktive, dekrete za ministrstva in moramo ad hoc odpirati nove COVID oddelke, ne samo v naši bolnišnici, ampak v vseh bolnišnicah v Sloveniji. Tako da četrti val je tukaj, zelo tukaj. Jaz se bojim, da bo zelo visok. Prosil bom strokovnjake naj ocenijo, kako visoko bo vsego, ampak po dinamiki mislim, da bo izjemno visok in da bodo žrtve številne, ne samo pri COVID pacientih, ampak seveda tudi pri vseh ostalih pacientih, ki jih v tem času ne bomo mogli zdraviti. No, kar se pa tiče samega COVID obolenja in cepljenja, podatek za našo bolnišnico je takšen. Cepljenih je približno 68% vseh zaposlenih, med zdravniki je precepljenost približno 92%, pri diplomiranih medicinskih sestrah približno 66% in pri srednjih okrog pod 50%. Mi si v vsakem primeru želimo, jaz kot strokovni direktor vodstvo bolnišnice, da bi bila precepljenost čim večja. Mi je pa tudi povsem jasno, da posamezniki, ki se odločajo, ali se bo cepil ali se ne bo cepil, mora dobiti odgovore na vprašanja, ki si jih zastavlja sam sebi, ali naj se cepim ali ne, ali je to varno, ali je to učinkovito, na primeren način. In ta okrogla miza je namenjena prav temu, da poskušamo zastaviti vprašanja in na njih tudi odgovoriti. Zdaj z veseljem pozdravljam profesor Štrukla, ki bo imel uvodno besedo, govoril bo o poživitvenem odmerku in o drugih problematiki v zvezi z cepljenjem. Potem je tukaj docent Goriškova, ki bo govorila o zdravljenju COVID bolnikov, tistih, ki že zbolijo. Profesor Mojezinovič bo govoril o COVID-19 in cepljenju pri nosečnicah. In potem še dr. Lea Knez in pa glavna sestra bolnišnice iz svojega zornega kota. Tako da najprej pozdravljam seveda profesor Boruta Štrukla, ki je moj drag prijatelj že dolga leta in ki ga zelo cenim na področju COVID-a in seveda tudi na drugih področjih. Izvoli, Borut. Najlepša hvala, Matjaž, za to besedo. Torej, zahvaljujem se strokovnemu direktorju, profesor Matjažu Vogrinu za ta sestanek, pravzaprav oziroma za razjasnitve. Pravzaprav sva imela že nekaj podobnega tudi izven strokovnih krogov, pri športnikih je bilo tudi zelo dobro, pravzaprav, da smo to naredili pred olimpijskimi igrami. Tako da ja, absolutno sem na razpolago za vsa vprašanja. Zdaj ne vem, Matjaž, koliko imam časa, jaz imam eno krajšo predstavitev, ki je pravzaprav mogoče podobna, kot je že bila, a ima smisel, da gremo to najprej na hitro skozi delovanje in tako naprej. Ali 10 minut. Aha, no, potem pa pravzaprav mogoče niti ne bi šel s to predstavitvijo, ker bom predolg, ki bi se lahko smo zapletli. Poglejte, podatki, ki jih je ravno kar profesor Vogrin povedal za vašo, za UKC Maribor, so relativno dobri, kar se cepljenja tiče. Lahko se pohvalim fakulteta farmacije, no zdaj imamo podatke, imamo 96% precepljenost. In to je najbolj pomembno, kar smo uspeli. Zakaj je toliko dvomov, zakaj je pravzaprav vsega tega? Ker smo uspeli doseči to, da ne gre za obvezo, ampak gre za veliko torej možnost izbire, vsak se lahko sam odloči, ampak tudi za veliko odgovornost. In če lahko začnem z podatki, ki so zelo zanimivi, videli boste sami, vi ste temu priča. Proti sezonski gripi smo leta 2019 bili precepljeni le 5,8% Slovencev. V Skandinaviji je bilo tam, govorim Skandinaviji nasploh, torej generalno za 3 države, tam okrog 60%. Ko je začel COVID, ko je bil prvi val, smo se cepili v Sloveniji. Najprej je NIJZ nabavil 200 tisoč odmerkov, pa jih je zmanjkalo in potem še 20 tisoč.
kar pomeni 220 tisoč pa že predstavlja 12-13% Slovencev, ki smo se cepili. Zakaj? Iz ene popolnoma logične zadeve. Noben si ne bi želel, takrat tudi nismo vedeli, kaj pomeni COVID, ne, zdaj imamo veliko več informacij, da imaš gripo, pa da dobiš... Halo? Aha, je v redu. Skratka, predstavljate si, kaj bi bilo za posameznika. In sedaj imamo en izreden fenomen. V soboto sem se udeležil konference o pandemski gripi, kjer vidimo, pravzaprav lansko leto gripe ni bilo, praktično zelo malo, ker je R-faktor bil pod 0,6. Virus gripe namreč relativno malo nalezljiv, najbolj je, kot vemo, ošpice. 92% precepljenost bi morali imeti pri ošpicah, da jo zaustavimo. Pri SARS-ih, vseh SARS-ih, ne samo SARS-CoV-2, je ta odstotek tam 60-65%. Tako da, ko bomo imeli toliko precepljenih in toliko prebolelih, bomo že nekako poskušali tega hudička ustaviti in zdaj se temu, upam, počasi približujemo. No, torej, skratka, zanimivo še ena stvar, ko sem že to omenil. Naš imunski sistem, antigen predstavitvene celice, makrofagi in pa predvsem interferon alfa in pa interleukini nas ščitijo. Torej, zanimive podatek, ki imamo od sobote. Če zbolimo za gripo, imamo 30% manjšo verjetnost, da bomo zboleli za COVID-om in obratno. To je nespecifična, indirektna virus-virus interakcija. To samo pomeni, da seveda naš imunski sistem moramo na nek način aktivirati. Dobro, zdaj pa konkretno okoli tega, kar je novega na področju cepljenja. Evropska agencija za zdravila, jaz sem delal 10 let kot ekspert na Evropski agenciji za biološka zdravila in cepiva, zamuja. In sicer mi bi si zelo želeli in vsak dan sprašujemo, kdaj bo Evropska agencija sprostila klasična cepiva. Imamo 2 klasični cepivi proti COVID-u, to je Sinovac in Sinopharm kitajskih proizvajalcev in pa Novavax ameriškega proizvajalca. Kaj pomeni klasično cepivo? To pomeni, da v telo ne damo genske informacije, namreč ta trenutek imamo, vsi poznate zelo dobro, 4 vrste cepiv v Evropski uniji. 2 sta vektorski, to je Janssen in pa AstraZeneca, kjer imamo adenovirus, ki nosi zapis za ta S-protein COVID-a in na ta način da genski material v našo celico. Ta genski material gre tudi v jedro, ampak se ne dotika genoma. To je zelo pomembno. Vsi tisti, ki se bojite, ki mislite, da mi transformiramo genetski material človeka, ga ne, ker je to adenovirus. Skratka, nastane S-protein, ta gre iz celice ven, ker je to virusni protein, ga naš imunski sistem razpozna kot tujega, ga prime antigen prezentirajoče celice, ga prenesejo limfocitom T, ki naredi celično imunost, in ga prenesejo limfocitom B, ki tvorijo kasneje proti telesa. Torej, po 14 dnevih je ta titer dovolj visok. To je z vektorskim. Nevektorska, kot je Moderna ali pa Pfizer, imajo pa to mogoče prednost, da vsebujejo gensko informacijo v obliki messenger RNA, torej informacijske RNA, ki je v nekem takem lipidnem mehurčku. Ta mehurček ščiti to molekulo, obenem pa omogoča, da se zlije z našo membrano. Ko damo cepivo v rame, miociti, mišične celice, pa tudi druge, ampak predvsem te, sprejmejo ta mehurček in ta informacijska RNA se pomeša med tisoče informacijskih RNA v naši celici, ki delajo naše proteine. Celotno naše telo je sestavljeno iz beljakovin, ki nastajajo seveda iz informacijske RNA. Torej se ne dotikajo jedra, ampak gre direktno takoj na ribosome, kjer nastanejo proteini in spet, kaj nastane? S-protein, virusni S-protein. Ta gre iz celice ven, sistem je enak, začnejo se proizvajati proti telesa. Kar je zelo pomembno je to. AstraZeneca in Janssen naredita boljšo T-celično imunski odziv. Torej, praktično spominske celice se močneje aktivirajo kot pri messenger RNA cepivih. Messenger RNA cepiva, kot sta Pfizer in pa Moderna, pa naredita višji titer proti telesu. Tako da sedaj smo pred tem, ali mešati cepiva. Še pred par meseci smo rekli, izgubili bomo sledljivost. Kaj to pomeni? Poglejte, če enkrat jaz vzamem viski, pa drugič vzamem vodko, pa tretjič vzamem konjak, pa vse to zmešam,
pa popijem, pa ne vem, zaradi česa me glava bolela. Parafraziramo. Mi glede, ko ste strokovnjaki, mi ne boste zamerili. A veste, kako se sklanja vino po štajersko? Vino, vinjak, vojnik. Dober, v glavnem, to je en tak intenič, to se veste, vojnik je bolnica, kjer me zdravijo alkoholike. Skratka, ne bom vedel, zakaj me glava bolela. Tukaj tudi sledljivost cepiva je zelo pomembna stvar. In če zdaj mešamo in če bo prišlo do kakšnih dolgoročnih nežnih učinkov, ne bomo vedeli, katero cepivo je tako odločilo. Po drugi strani je pa mešanje cepiv izjemno koristno za boljšo aktivnost. Če smo se cepili z AstraZeneca ali pa z Johnsonom, bomo povečali T-celično imunost. Bojo naše spominske celice se zapomnile in bomo hitreje proizvajali protiteles. Če se cepimo z Moderno ali pa z Pfizerjem, bomo imeli več protiteles. Kombinacija je pa idealna. Torej, idealna v smislu delovanja, manj idealna v smislu sledljivosti in pa še nekaj, reaktogenost je za 17% večja. Kaj je reaktogenost? To je tisti takojšnji odgovor organizma na vstop antigena. Torej, skratka, če me je po AstraZeneca roka bolj bolela, pa sem imel vročino, pa me treslo, in bom zdaj se kot tretji odmerek cepil z Pfizerjem, bo ta reaktogenost mogoče še večja. Se bom en dan pa 2 dni še slabše počutil. Zaščita bo pa absolutno boljša. Toliko o tem, recimo o mešanici. Sedaj neželeni učinki. Toliko, kot imamo podatkov, ogromno podatkov se zbira, mimogrede za cepiva AstraZeneca je bilo 32,000 posameznikov vključenih v tiste prve klinične študije, pri Pfizerju je bilo tega še več, zdaj je pa sploh, kajti se podatki, študije potekajo naprej in se podatki združujejo. In tukaj moramo povedati in biti pozorni na neželjene učinke. Neželjene učinki ni bolečina v roki. Marsikdo od vas reče, joj, ko mi sem roko vzdignil. To ni, to je tako imenovana reaktogenost, takojšnji odgovor organizma. Neželjen učinek, recimo od vektorskih cepiv, je povezano, torej so zelo redki krvni strdki možganski z kombinacijo z trombocitopenijo, kar zadeva seveda ni enostavno. Ampak če pa primerjamo te zelo redke neželjene učinke, eno na recimo 200,000, po prebolelem covidu je tega bistveno več, ne samo pri ženski populaciji. Potem imamo primer Pfizer. Cepivo Pfizer je v splošni populaciji zelo varno, ima recimo možnost miokarditisa je 1 na 800,000. Vendar, če uporabimo cepivo Pfizer pri mladostnikih od 13 do 17 let, se pa ta številka miokarditisa poveča na recimo 1 proti 30,000. Torej, to so podatki, ki jih moramo vse, kar vemo, dati ven. Pa še vedno je to nič proti prebolevnikom. Prebolevniki imajo, torej dolgi COVID, poznate zadeva, dolgi COVID je zoprna stvar, ker traja nekaj mesecev, ko imamo zelo šibko mišično moč, imamo probleme seveda z oksigenacijo, imamo probleme s spominom in tako naprej. Tako da ta trenutek smo, kdo je to smo? Že nekaj časa ne delam več na EMI, ampak vsak dan imamo Zoom konferenco ob 8, to se priključi se, bivši raziskovalci, bivši eksperti, kjer poskušamo vse članke predebatirati, vse študije predebatirati in smo pozorni predvsem na neželjene učinke. In pri neželjenih učinkih, zdaj sem omenil te krvne strdke. Krvni strdki, predvsem pri ženski populaciji, zaradi seveda estrogenskega vpliva, so izjemno redki. Če pa pogledamo, odpremo SMPC ali pa PIL, to pomeni specifikacijo zdravila, pa lepo piše pri kontracepcijskih tabletah, da je 2 do 3 primere globoke venske tromboze na 1000 posameznikov. Tako da, če začnemo statistično gledati, je to seveda zelo pomembna stvar za vas strokovnjake. Posamezniku pa statistika veliko ne pomeni, ne? Če padeš v to, pač padeš v to. Ampak ta trenutek so ta cepiva izjemno bolj varna, kot smo si mislili, učinkovita pa tudi do neke meje, do meje mutacije. Kakšni so pa dolgoročni učinki, pa ta trenutek še ne moramo povedati. Žal pač ne moramo povedati.
Dotaknil sem se mutacij. Poglejte, kaj se dogaja. Virus SARS-CoV-2 je enovijačni RNA virus. To pomeni, da je tako, kot bi vi vrteli Rubikovo kocko. Ko pride virus v celico, prisili celico, da množi njegov genetski material. In iz ene celice, če gre en noter, jih nekaj 10.000 pride v 32 urah ven in se začnejo in okužijo druge celice. Skratka, to je eksponentna rast. In ker ni reparacijskega mehanizma, torej naš genetski material ima reparacijski mehanizem. Torej, če je mutacija 10 na minus 600, se potem popravi zaradi DNA polimeraz in tako naprej in skratka naše mutacije se popravljajo. Virus pa prisili celico in tam ni popravljen. In slučajno pride do tega, da je recimo nastane ena nova aminokislina, se spremeni, ki omogoča virusu recimo močnejšo penetracijo ali močnejše pripetje. In ta bo prevladoval, jasno, ker se bo z lahkoto širil. Tako se je zgodila delta mutacija, zdaj imamo mu mutacijo. Utreška univerza je izračunala, da imamo še 3 mutacije do konca februarja, vkolikor bomo virusu dopustili, da se bo tako širil kot se. Torej, dokler ima dovolj recipientov. Če pa R-faktor, ta faktor torej, množitveni zmanjšali na recimo 0,8, pa mutacij ne bi bilo več. Tako da imamo res v rokah vse. Komaj čakamo tudi zdravila, tukaj imamo dva kandidata. Prvi je molnupiravir družbe MSD, ki se vgradi v genom virusa in prepreči elongacijo, skratka virus se ne more več razmnoževati. Drugi je pa Pfizerjev kandidat zdravilo, ki je inhibitor proteaze. Namreč genetski material virusa, ko pride ta v celico, nastane in potem prisili celico, da naredi vse proteine, ki jih virus rabi. Virus kapside, encime in tudi proteazo. In ta virusna proteaza potem cepi ta poliprotein, sestavi virus, in gre naprej. In če inhibiramo to proteazo, se prepreči elongacija virusa. Tako da jaz bi rekel, vsak ima na razpolago zdaj veliko stvari, nimamo pa še vsega. Ko bodo pa tudi zdravila, potem bo pa sploh, upamo, pravzaprav možnost, da bomo ustavili razširitev virusa. Spomnite se na SARS infekcijo leta 2012-2013 na Kitajskem. Potem je MERS infekcija, zakaj govorim SARS in MERS, ker so to viruse, ki je bila v Saudski Arabiji tudi izumljena. Mogoče se bo tukaj to zgodilo. Ampak kot je profesor Vogrin ravnokar povedal, pa ta trenutek tega ne kaže. Še mogoče to, kar je pomembno, ali se nosečnice lahko cepijo? Ja, za začetku nismo vedeli, največ. Te lahko za sekundico prekinem. Kar se tiče nosečnic, bomo imeli kasneje temo, doktor Mojdinovič bo o tem govoril. Jaz bi ti samo zdaj še enkrat zastavil čisto preprosto vprašanje. Ali je 4. val še mogoče vse do neke mere zaustaviti? Ali svetuješ, da to precepljenost, ki je v tem trenutku v Sloveniji približno 45 do 50%, poskušamo dvigniti na kakšno raven? In drugo vprašanje, tretji odmerek, kdaj naj se za njega odločimo, ali takoj, ko bo strani EME prišla odobritev, oziroma kakšno tukaj tvoje stališče? Hvala lepa, Matjaž, ja, dobro zastavljeno. Prva zadeva je, kar se tiče, ali pa bom začel s tretjim odmerkom. Tretji odmerek je seveda tudi že mogoč, jaz sem za ponedeljek naročen. EMA tukaj ni dala še čisto natančnih navodil, ne zato, ker bi bilo karkoli narobe, ampak EMA ima tukaj dva problema. Prvi problem je pritisk farmacevtske firme. EMA ne sme popustiti farmacevtskim firmam, to je pomembno. Vi morate vedeti, da je Pfizer in Moderna imajo že nove različice pripravljene z mutacijami delta in že z mutacijo mu, vendar še niso registrirani. Imajo pa še celo kupico seveda osnovnih cepiv, ki jih pač dajejo naprej. Druga stvar je pa, da Svetovna zdravstvena organizacija pravi, ne cepite se s tretjim odmerkom pod mus, dobro, če želite, če imate imunokomprimirajoči sistem ali torej bolnike, ki so na kortikosteroidih, bioloških zdravilih, ki zmanjšuje delovanje, ne zato, ker je bilo kaj narobe, ampak zato, ker je ogromno dežel, ki sploh nimajo cepiv. Torej, Svetovna zdravstvena organizacija gre bolj v to smer, dajmo razporediti cepiva po svetu, ne pa da imate Evrope, da ne veste, kam z njimi, drugi pa jih nimajo. Zaradi tega. Kar se tiče tretjega odmerka je, sicer profesor Beovičeva rekla 6 mesecev po drugem, neodvisni strokovnjaki pa pravimo 4 do 5 mesecev po drugem odmerku,
je absolutno čas, predvsem pa dajmo prehiteti, če se da, zimo oziroma možnost prehladov. Zato, ker bo potem, če se slučajno še zbolimo. Mogoče, če mi dovoliš, Matjaž, spet, ko govorim s strokovnjaki, mi je to bistveno lažje. Poglejmo, recimo, kje sem jaz, ko sem se cepil konec februarja z Pfizerjem. Takrat, recimo, ker sem že čez 50 let, je moj imunski sistem delujoč 0,8. Cepil sem se proti osnovni različici, kjer je bilo 90%, torej to je krat 0,9. Vedno se faktorji množijo. Od tega je minilo zdaj že 6 mesecev, torej skratka protitelesa, raven protiteles počasi pada, je to spet krat recimo 0,6. Torej ta trenutek sem jaz zaščiten, kljub temu, da imam zelo veliko protiteles, ker sem jih izmeril na gonjiku, približno 40 do 50% proti novi delta varianti. Jaz imam veliko šanso, da bom mogoče asimptomatsko zbolel, ampak da bom dobil ta virus. Zato bom zdaj vzel tretji odmerek. Da, je študija narejena, 304 posamezniki, ki so bili cepljeni z Pfizerjem od 9 do 5 mesecev in vsi so dobili poživitveni tretji odmerek, imajo 300 do 320%, torej 3-krat več protiteles s tem odmerkom. Tretji poživitveni odmerek naredi bistveno več protiteles. In če lahko sam zelo na kratko primerjam to še z klopnim meningoencefalitisom, mi imamo dobro poznate odmerka na začetku in po letu dni poživitveni tretji odmerek. Torej poživitveni odmerek ni nič posebnega, jaz ga svetujem, da greste predvsem v messenger RNA, to pomeni Pfizer ali pa Moderna, ne glede na to, s katerim ste bili precepljeni, zato da povečate število protiteles. Lepa hvala. Boro, te bi prosil, da ostaneš na liniji, ker se bodo potem kasneje zastavila tudi vprašanja s strani poslušalcev. Zdaj pa dajem besedo dr. Nini Gorišek, ki bo povedala nekaj o zdravljenju bolnikov, to, kar smo že prej načeli, ampak Nina, ti dajem besedo, izvoli. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem, tudi profesor Štruklju. Torej, žal na področju zdravljenja COVID-a v tem letu pomembnih zdravil, ki bi bolezen pozdravilo, ni. S pomočjo dobro organiziranih raziskav smo priča velikemu napredku v preživetju bolnikov, vendar se tukaj uporablja predvsem zdravila, ki zavrejo naš imunski sistem v fazi, ko je bolezen najbolj razvita, torej ko gre za eno hudo pljučnico, kjer je glavni patogenetski mehanizem prekomerni imunski odziv. Tukaj se je izkazal deksametazon kot najučinkovitejše zdravilo, ki zmanjšuje smrtnost. Seveda pa ima vse svojo ceno, zaviranje našega imunskega sistema še kako. Z temi zdravili pridejo potem pljučnice, pridejo sekundarne bakterijske okužbe, ki prav tako pomembno vplivajo na izid zdravljenja in prinašajo svojo smrtnost. Torej, če povzamem, bi si želeli zdravila, ki bi bolezen pozdravilo, tega pa zaenkrat še ni. Trenutno je od protivirusnih zdravil na voljo Remdesivir, ki pravzaprav ga uporabljamo v začetnih fazah bolezni, zelo učinkovito ni. Osebno menim, da verjetno ne bo ostalo v naboru zdravil, ki jih bomo dolgoročno uporabljali. Na srečo je farmacija kar aktivna na področju razvoja novih učinkovin, kot ste slišali, si obetamo nekaj zdravil, ki bodo preprečile prehod okužbe v bolezen, torej v tako bolezen, ki bo zahtevala hospitalizacijo. Profesor Štruklj je omenil molnupiravir, so še nekatera druga torej zdravila. Ta zdravila bi bila idealno v obliki tablet, ki bi jih bolnik, ki ima dejavnike tveganja za težek potek, pričel jemati takoj po začetku okužbe in bi preprečilo, da bi prišlo do razvoja pljučnice, kasneje potrebe po hospitalizaciji in torej vseh zapletov, ki smo jim sedaj priča. Pa vendar, vse to povedano ne spremeni dejstva, da še vedno bolezni ne moremo zdraviti in ozdraviti. V veliki meri je odvisno od našega imunskega sistema, kako in na kakšen način se bomo spopadli, zato je trenutno najboljša terapija preventiva, torej cepljenje.
Žal vsi ne odgovorijo na cepiva tako, kot si bi želeli, zato so tudi na tem področju nekatere novosti. Obetamo si torej monoklonalna protitelesa. Trenutno so na voljo takšna, ki jih lahko apliciramo bolnikom, ko se že okužijo in še nimajo svojih zaščitnih protiteles, torej niso cepljeni. Ta protitelesa, podobno kot cepljenje, pomagajo preprečiti prehod v težjo obliko. So pa namenjena tistim bolnikom, ki ob cepljenju zaradi imunske oslabelosti ne razvijajo protiteles. Vendar pa za večino bolnikov še zmeraj cepljenje tisto, ki omogoči in zmanjša verjetnost hospitalizacije za več kot 80%. Če pogledamo na današnji dan, v naši bolnišnici vidimo, da je sicer nekaj bolnikov cepljenih, vendar velika večina bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje, torej najtežje bolnih, pa so necepljeni bolniki. In tukaj bolezen žal tudi ne izbira samo, če tako rečemo, ranljivih. V tem valu smo priča tudi vedno mlajšim bolnikom. Tako da moj apel na vse bi bil, da pravzaprav, tako kot so leta 1955 ne omahovali, ko je Salk iznašel cepivo proti otroški paralizi, takrat strokovnjaki pravijo, da v tistem času ni bilo toliko nezaupanja v znanost, kot smo je priča sedaj. Takrat so bolezen, ki je bila podobno kot COVID, pravzaprav za velik del okuženih nenevarna, za manjši del pa smrtno nevarna, in tukaj je šlo za otroke, za razliko od covida. Takrat so uspeli z razvojem cepiva bolezen povsem zamejiti in sedaj tudi iztrebiti. In takrat zgodovina beleži, ni bilo omahljivcev. Želela bi si, da bi enako zaupanje v znanost imeli tudi v današnjem času, in da vsi, ki smo v zdravstvenih vodah in tudi ostalih vejah medicine, da najdemo pravi vir informacij in da se sami prepričamo o tem, kaj je za nas najbolje. Toliko od mene. Ja, lepa hvala, Nina. Mogoče samo še čisto na kratko poročaš, v kakšnem stanju je kakšna razlika med pacienti hospitalizirani zdaj v 4. valu v primerjavi z prej. Pa mogoče čisto na kratko opišeš tudi klinično sliko, ki jo spremljamo pri vseh bolnikih. Jaz bi še tukaj enkrat poudaril. To so pacienti, ki bi brez hospitalizacije bili smrtno ogroženi. Nina, prosim, popravi me. Drži. Pomembna razlika, sama klinična slika se ni spremenila, ne glede na sam sev. Spremenila se je pa nekoliko populacija, kar posredno kaže na to, da cepljenje pomaga. Če smo v prejšnjem valu imeli mnogo več starejših, starostnikov, torej spomnimo se izbruhov v domovih starejših občanov, je zdaj glavnina obolele populacije aktivno prebivalstvo. Razloga sta dva. K sreči se je vendarle več starostnikov odločilo za cepljenje, medtem ko je v tej mlajši populaciji precepljenost slabša. In drug pomemben razlog je izjemna nalezljivost različice delta, kjer se sicer ne dosega kužnosti ošpic, vendar pa nekje vodenih kost, ta R-faktor je mnogo višji, kot je bil pri prejšnjih različicah, in mlada aktivna populacija se zelo hitro okuži. Ti bolniki večinoma ne grejo k zdravniku, ko obolijo. Saj veste, malo mi teče iz nosa, kašljam, in večinoma pridejo v bolnišnico v zelo slabem stanju. Konkretno včeraj 2 bolnika, mlajša od 50 let, oba nemudoma preseljena v enoto intenzivne terapije, kjer se borita za življenje. Nobeden od teh ni cepljen in seveda zdaj s primeri govoriti ni na mestu, pa vendar, bolezen se da preprečiti in ta skupina, ki se zdaj pojavlja v večini, bi bilo prav, da bi imeli prave informacije, da bi se lahko, po mojem mnenju, pravilno odločili za cepljenje. Ja, zdaj, če mogoče samo komentiram, včeraj konkretno je bilo sprejetih v našo intenzivno enoto COVID 5 novih pacientov, vsi mlajši in nihče od teh ni bil cepljen. Tudi sicer
če gledamo procentualno, nekoliko je od tistih, ki so zdaj hospitalizirani, je bilo cepljenih primerjaj s tistimi, ki ne, je razmerje 90/10, približno 90/10 v korist seveda tistih, ki niso bili cepljeni. Tako da, jaz mogoče še enkrat, Nina, te prosim, da z preprostimi besedami odgovoriš na vprašanje, ali je cepljenje učinkovito in kako je mogoče, da kljub temu, da je milijon ljudi cepljenih, delno si že odgovorila seveda v prejšnjem odstavku, kako je mogoče, da vendarle imamo tako visok četrti val, kljub temu in kdaj, pri kakšni precepljenosti lahko pričakujemo, da tega četrtega vala ne bi bilo? Ja, pri učinkovitosti cepiv je pomembno najprej povedati, kaj sploh gledamo. Če govorimo o učinkovitosti tega, da cepljenje prepreči, da se sploh okužimo, tukaj cepiva niso tako učinkovita, kar pomeni, da tudi cepljena oseba lahko se okuži z virusom SARS-CoV-2 in virus širi. Vendar je verjetnost tega za 65% manjša, torej le 1/3 tistega, kar širijo necepljeni. To je veliko, kajti če zmanjšate širjenje virusa na zgolj 1/3, ste naredili že zelo veliko. Zdaj pa poglejmo naprej. Naslednja, bolj pomembna za posameznika, torej individualno najbolj pomembna številka je pa tista, v kakšni meri je zdravilo cepljenje učinkovito v preprečevanju bolezni in hospitalizacije. Tukaj pa se ta procent precej dvigne, gre prek 80%, tja do 90%, ko govorimo o najtežjem poteku. Torej za mene kot posameznico je pomembno predvsem to, mene zanima, ali jaz ne bom obolela in če se bom cepila, če sem imunsko dokaj v redu stanju, je verjetnost, da ne bom obolela in končala v bolnici več kot 80%, več kot 90%. Koliko pa mora biti cepljene populacije, pa je žal težko odgovoriti. Namreč, kot sem omenila, in pogosto nasprotniki cepljenja z tem podatkom radi operirajo, rečejo, kaj se bom cepil, saj se pa moj sosed je pa tudi bil bolj pozitiven. Ja, res je, kot sem omenila, je zaščita pred ponovno okužbo 65%, vendar zaradi tega ne obolimo. Ker pa bo virus še vedno krožil, bo verjetno procent tistih, ki se mora cepiti, da bomo uspešno preprečili širjenje, torej tistih, ki so bodisi preboleli ali cepljeni, bo pa pri delti najbrž še višji, kot je 70%. Zato pravzaprav več ne moremo govoriti o tem, da bi dosegli neko množično imunost, pač pa bomo se morali soočiti s tem, da bomo z virusom živeli, da bo virus ostal v našem okolju, mi sami pa si bomo morali najti način, kako preprečimo, da obolimo in da virus razširimo na svoje bližnje. In to je nedvomno v vsej zgodovini infektologije zmeraj bilo cepljenje. Ja, hvala. Če povem še z drugimi besedami, če milijon ljudi v Sloveniji ne bi bilo cepljeni do tega trenutka, bi verjetno, ali pa z veliko gotovosti lahko rečem, imeli v tem trenutku hospitaliziranih nekajkrat več ljudi, kot jih imamo v tem trenutku. V tem ni nobenega dvoma. Tako da, kot je Nina povedala, edini način v tem trenutku, zdravila žal še ne pomagajo na ta način, da bi lahko pozdravili bolezni, seveda gotovo cepljenje. Okej. Naslednjega vabim, da pove nekaj svojega zornega kota, in sicer profesor Mojezinoviča. Namreč v splošni populaciji se zelo pogosto zastavljajo vprašanja nosečnost v povezavi z cepljenjem, ali so stranski učinki pomembni ali niso, ali je cepivo za nosečnice varno ali ni. Tako da, dr. Mojezinovič, beseda je tvoja, prosim. Hvala lepa, pa tudi hvala za povabilo. Upam, da me slišite. Zdaj sem preveril svoj mikrofon, mislim, da dela. Pa sem tudi pripravil eno kratko prezentacijo, tako da bomo širok tale screen, če bo šlo, ampak vidim, da nekaj šteka, da je host preprečil, ampak ničega. Če ne gre, se pravi, danes govorimo o cepljenju proti COVID-19 pri nosečnicah in če vsi tisti, ki smo spremljali dogajanja na televiziji glede cepljenja nasploh, potem vemo, da je to kontroverzna tema.
Če pa se dotaknemo vprašanja cepljenja v nosečnosti, potem kar naletimo na nočno moro, ker tu je razkorak in nasprotje med stroko in mnenjem laikov še večje. Prav vprašanje, ki se porodi, je vprašanje, zakaj nosečnica kot mlada ženska se mora cepiti oziroma priporočamo, da se cepi proti covidu, če upoštevamo dejstvo, da gre za nosečnico, za razvijajoči se plod, ki eventualno lahko ima posledice zaradi tega cepljenja. Tu je potrebno izpostaviti, da v svoji mladosti, ki nosečnica običajno ima, je definitivno uvrščena v skupino rizičnih skupin za hujši potek bolezni COVID-19. To bom prvo razložil, zakaj. Potem bom govoril o varnosti in učinkovitosti cepiva glede na nosečniško populacijo in potem še priporočila strokovnih združenj. Če začnemo z samo nosečnostjo, ko enkrat nosečnica zanosi, se pri njej začnejo različne spremembe dogajati, se pravi, se lahko pride do anatomskih, fizioloških, hormonskih in imunskih. In eno najbolj pomembnih sprememb, ki so vezane za stališča COVID-a, je zmanjšanje kapaciteta pljuč zaradi zmanjšanega prsnega koša. Diafragma se premakne navzgor, zaradi pritiska maternice, posebej v 3. trimestru, se skrajšajo pljuča in vsi parametri kapacitet so slabši kot pri populaciji, ki ni noseča. In druga zadeva so spremembe imunosti. Kot vemo, imunski odziv se v nosečnosti zmanjša zaradi tega, ker plod predstavlja tujek v telesu in je narava poskrbela, da se imunski odziv ženske ne odziva tako hitro kot pri nenosečnem stanju, kar je slabo spet za stališča COVID-a, ker je potem možnost okužbe večja. Zdaj, če poznamo ta teoretični aspekt oziroma pričakovanja, v kakšni poziciji se nahaja nosečnica v epidemiji, smo kljub temu potrebovali nekaj podatkov o tem, kaj se resnično zgodilo med samo epidemijo. In te prve podatke smo priskrbeli, objave so bile zdaj leta 2021, za približno 400 nosečnosti iz 22 držav, pri katerem so ugotovili, da smrtnost nosečnic je relativno majhna, znašala je 0,8%, ampak kar je bilo zaskrbljujoče, je število nosečnic, ki so prispele na enoti intenzivne nege, in to je bilo 11,1%, kar je v bistvu vsaka 10. nosečnica je prispela na ta oddelek in je potrebovalo mehansko ventilacijo 9% vseh nosečnic. Potem so začele debate o tem, ali to velja za nosečnico ali pa sploh za ženske, tako da so potem tudi prišle objave, ki so naredili primerjavo ogroženosti nosečnic in nenosečih žensk in so ugotovili, da tveganje je 2- do 3-krat večje pri nosečnicah, da so sprejete na enoto intenzivne nege, da imajo mehansko ventilacijo in da je 1,7 ta relativni riziko tveganje je na strani nosečnic, se pravi, da so nosečnice tu bolj ogrožena skupina. Podatki s terena potem tudi so kazali, da če primerjamo nosečnice glede na starost, na bolezni, s katerimi vstopajo v nosečnost in primerjamo to z ustreznimi nosečnicami, to je študija, ki je vključevala tudi 10.000 žensk, polovica nosečih, polovica nenosečih, je potrdila te podatke, da je 2-krat večje tveganje spet za sprejem v enoto intenzivne nege, da je 2-krat večja možnost za pojav pljučnice in da je 2-krat večja možnost za smrt nosečnice. Tako da zaradi teh vseh podatkov so strokovna združenja postavila to trditev, da je nosečnica ogrožena skupina, da sicer tveganja za plod so relativno majhna, ampak zaradi vseh teh ukrepov oziroma možnosti je potrebno prvo uvesti nizkomolekularne heparine pri nosečnicah, ki so bolele v 3. trimestru zaradi zmanjšanja pojava tromboz. Za samo preprečitev pa so priporočila prišla, da se nosečnice cepijo. In če je ta, kako bi rekel, priporočilo prišlo naprej,
Me slišite? Me slišite? Samo povratno informacijo? Slišimo. Odlično. Se pravi, cepljenje nosečnosti potem je postalo vroča tema zaradi tega, ker nasprotnike cepljenja so imeli en močen argument. In ta argument je, da v vseh teh preiskavah, ki so bila izvajana za cepiva, nosečnic ni bilo. Tako da iz kliničnih raziskav podatkov, kako se nosečnice odzivajo na cepivo, ni bilo in smo potem prepuščeni bili na mnenja strokovnjakov in stališča strokovnih združenj. In eden od prvih, ki so želeli, da postavijo svoje mnenje oziroma so eksplicitno postavili trditev, da je cepljenje koristno, je bilo Ameriško združenje za ginekologijo in porodništvo, ki je od samega začetka epidemije priporočalo cepljenje in trenutno v Ameriki je cepljenih okrog 20,000 žensk. Če pogledamo od Združenega kraljestva priporočila, oni so bili nekoliko bolj previdni in so priporočali cepljenje pri nosečnicah samo tiste, ki so bile bolj ogrožene, a pa bolj izpostavljene okužbi. Na nivoju sveta, kot ta internacionalno združenje za ginekologijo in porodništvo, pa je na osnovi podatkov iz Amerike in tistih, ki so pridobljena na svetovnem nivoju, so eksplicitno postavili trditev, da je cepljenje varno, da je cepljenje koristno in da se priporoča vsem nosečnicam. Tako da je zdaj tudi združenje oziroma ta Center za kontrolo bolezni, ameriško združenje, ki spremlja vse podatke, ugotovilo, da pri tem velikem številu nosečnic, ki so bile cepljenje, ni prihajalo do zapletov, ne za strani matere, ne za strani otroka. In še dodatni argument so pred kratkim objavljene študije, ki so ugotovile, da imunski odgovor nosečnice pri cepljenju je zelo dober, da se proti telesa pojavljajo še v umbilikalni krvi pri plodu in pri dojenju v materinem mleku. Tako da je še en dodaten argument za javna priporočila, da se cepijo tudi nosečnice. Na slovenskem nacionalnem nivoju je tudi Združenje za perinatalno medicino pred kratkim izdalo ta priporočila, lahko jih dobite na spletni strani NIJZ-ja, ki priporočajo, da se ženske cepijo oziroma nosečnice cepijo za mRNA cepivi in da znižuje tveganje za hud potek bolezni. V Izraelu, ki imajo veliko število nosečnic, ki so cepljene, so ugotovili, da cepljenje za 78% zmanjša verjetnost okužbe pri nosečnicah. Tako da sedanji podatki govorijo o tem, da je cepljenje za nosečnice koristno, uporabno in da jih ščiti pred okužbo pred COVID-19 v nosečnosti, ki je bistveno slabši izid kot pred nosečnostjo. Hvala. Ja, hvala. Profesor Mojzinovič, jaz bi ti zastavil, to si mislim zelo lepo orisano, najnovejše raziskave, mislim, da govorijo jasno v eno smer, pa bi te mogoče prosil, da dodatno osvetliš ali pa odgovoriš na vprašanje, kaj pa je povezava COVID-a oziroma cepljenja proti COVID-u z načrtovanjem nosečnosti. Ali so tukaj kakršnakoli znanstvena dognanja, ki bi kazala v eno ali drugo smer? Skratka, ne želim se opredeljevati do tega, ampak tebe kot strokovnjaka vprašam, ali cepljenje lahko vpliva na željeno zanositev ali ne? Tako, v bistvu za samo zanositev ni nobenih poročil ali pa podatkov, ki bi govorili, da zmanjša plodnost ženske, da zmanjša verjetnost zanositve in moje priporočilo, ko mi bodoče nosečnice pošiljajo, povprašajo po mnenju, je, da cepijo se pred nosečnostjo in da so s tem potem zaščitene ves čas. Edino obdobje, katero bi bilo eventualno večja previdnost pri cepljenju, je ta prvi trimester, ker takrat se plod razvija, ta organogeneza je v poteku, ker nimamo potem toliko podatkov oziroma še eno leto pridobivanja podatkov, da smo bolj na previdni strani, ampak za preprečitev tega dogodka bi jaz potem priporočal cepljenje pred nosečnostjo oziroma pred zanositvijo. Admin, Gorišek, Mišnic. Mogoče še kakšne komentarje tukaj? Hvala lepa. Ja, ravno to sem hotel povedati. Super povedano zadnje dela. Vi veste, da je prvi trimesečne organogeneza in ogromno faktorjev lahko deluje na to. Torej, skratka,
koncev bodo obtožili cepivo, čeprav je daleč od tega, da bi bilo tukaj lahko karkoli dokazano. To, kar je pomembno, je, da so klinične študije vedno delane izven, torej brez nosečnic, zdaj pa imamo že tudi klinične študije z nosečnicami. Tako da absolutno se strinjam s tem, cepiti pred zanositvijo ali v času drugega tromesečja in naprej. V redu. Se lepo zahvaljujem. Naslednja, ki jo vabim k kratki predstavitvi, je dr. Lea Knez, ki se pa nas strokovnega zornega kota ogovarja z cepljenjem na različne načine. Lea, prosim za kratko poročilo, kakšna je situacija pri nas v bolnišnici in kakšni bodo trendi v naslednjih dneh, tednih. Pozdravljeni. V bistvu kot infektologinja seveda moram pohvaliti predhodna predavanja. Zelo mi je padla v ušes informacija, da je na Fakulteti za farmacijo cepljenih 96% zaposlenih, kar je v primerjavi, kar je najbolj poveden podatek, torej, če se najožji strokovnjaki za cepljenje, ljudje, ki imajo ekstremno in največ znanja o samih cepivih, odločajo v skoraj po 100%, da se bodo cepili, pa zagotovo so v ta nabor zaposlenih na Fakulteti za farmacijo zajeti vsi, ne samo profesorji in visokošolski učitelji, resnično farmacevti v ožjem smislu, ampak tudi ostali zaposleni. To pomeni, da je tu zaupanje v znanost in v znanje, kjer je največja in je to posledica znanja. Torej, primerjamo z našimi številkami, to so povsem aktualne današnje številke, je v bolnišnici cepljenih malo manj kot 65% zaposlenih. Podatke potem še razdelili v poklicne skupine in zdravniki se skoraj približamo Fakulteti za farmacijo, ker smo cepljeni skoraj v 92%. Diplomirane medicinske sestre so cepljene skoraj v 68%, kar je v bistvu že precej daleč od Fakultete za farmacijo. Administratorke, ostali administratorji, naše, kako bi rekla, logistične službe, 53% cepljeni, ostali zdravstveni delavci, to se pravi naši farmacevti in fizioterapevti in drugi zdravstveni delavci so recimo tudi prek 60% cepljeni. Najslabša kategorija pa je kategorija zdravstvene nege, srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki so cepljeni manj kot v 50%, torej 49% srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je cepljenih, kar je v bistvu hudo v nasprotju za neko maksimo, torej glavnim namenom zdravstva, medicine, zdravstvene nege, ki pravi prvo ne škodovati. Kar pomeni, da s svojimi dejanji, svojo prisotnostjo ne škodujemo drugim. In dr. Gorišek je povedala, da tudi v trenutni situaciji, če smo cepljeni, imamo 65% manj možnosti, da prenašamo okužbo na druge. Torej ne samo, da bomo zaščitili cepljenje sebe in se bomo cepili in ne bomo pristali v bolnici, ne bomo potrebovali intenzivne terapije. Mislim, da je to cilj vseh nas, nihče od nas si ne želi postati, ne želi zboleti v taki meri, da bi potreboval bolnišnično oskrbo, ampak kot profesionalci, kot ljudje, ki smo se zavezali, da bomo pomagali s svojim delom drugim ljudem, pa tudi ne smemo škodovati svojim pacientom, in če se cepimo, glede na trenutne podatke, imamo dvotretjinsko verjetnost, da svojih pacientov ne bomo okužili.
in če se bomo cepili, bomo tudi zmanjšali število inkubatorjev, tako rečem, in bomo prej zaustavili oziroma pojav novih stevov. Pogosto se zaznava nek strah pred cepivom, predvsem mi sogovorniki podajo neko informacijo, da se jim zdi ekstra čudno, kako se je cepivo lahko razvilo v tako kratkem času, in kot je že dr. Gorišek posegla v zgodovino, bom jaz posegla še malce bolj nazaj, in sicer do utemeljitelja imunologije cepilne znanosti, če tako rečem. Pasteur je v času, ko teorija o tem, da mikroorganizmi povzročajo infekcijske bolezni, sploh še ni bila splošno sprejeta, samo tisti najnaprednejši umi so orali ledino in verjeli v to, da če pod mikroskopom vidijo bakterijo, ki so jo v bistvu nekako pridobili iz umrlega trupla, recimo, ki je recimo neka žival umrla zaradi antraksa, recimo, da je ta bakterija povezana z antraksom pri tej živali, in je v bistvu Pasteur verjel v možnost preprečevanja bolezni in je razvil prvo cepivo proti antraksu. Ampak kaj želim povedati? Po tem uspehu je zaradi neke osebne izkušnje sklenil, da bo poskušal razviti cepivo proti steklini, in to v času, vemo, da steklino povzroča virus. V času, ko je živel Pasteur, virusov niso poznali. Torej, Pasteur ni vedel, kaj je tisto, kar povzroča steklino. Ampak je kljub temu potreboval manj kot 3 leta in z omejenimi sredstvi, da mu je uspelo razviti cepivo proti steklini. Torej, on je sam v svojem laboratoriju z nekaj asistenti, brez velikih sredstev, razvil učinkovito cepivo in varno v manj kot 3 letih za bolezen, za katero sploh ni vedel, kaj jo točno povzroča. In mi se sedaj sprašujemo, kako je mogoče, da je 100.000 znanstvenikov z ogromnimi sredstvi lahko razvilo cepivo v nekaj mesecih proti bolezni, za katero vemo, kaj jo povzroča, za katero smo imeli v nekaj dnevih in pravzaprav zelo hitro, popoln genetski zapis, da smo poznali strukturo virusa in na razpolago smo imeli ogromno denarja, s tem, da metoda za razvoj tega cepiva, o katerem zdaj govorimo, mRNA cepivih in pa vektorskih cepivah, je bila znana in je bila že preizkušena in za nekatere vrste, kot je vektorsko, že tudi v uporabi. Kaj sem želela s tem povedati? Da pravzaprav je brezploden in neutemeljen strah, da gre tu za neke novosti in za neke neprecedenčne hitrosti pri razvijanju cepiva. Če se vrnem nazaj na naše podatke in na to, kako se pri nas kaže ta nezaščitenost s cepljenjem, je seveda to, da nam zbolevajo zaposleni. Zbolelo je v tem času več kot 1000 zaposlenih, od tega je bilo polno cepljenih 33. Doktor Knezova, lepa hvala. Majčkeno se nam že čas izteka. Jaz bi samo rekel, da pri teh stranskih učinkih, ko govorimo o cepivu, seveda obstajajo in so tudi natančno ali pa se natančno merijo, ampak kolateralna škoda nastaja tudi v zdravstvenem sistemu zaradi obremenitve z COVID pacienti. Jaz bom še enkrat ponovil številke, ki sem jih že povedal. V 2. in 3. valu smo v naši ustanovi opravili približno 6000 manj operativnih posegov
in približno 100.000 manj ambulantnih preiskav in ambulantnih pregledov zaradi tega, ker smo zdravili COVID paciente. To ima neposredno velikansko škodo na zdravje teh ljudi, definitivno. Ljudje na čakalnih listah so tudi umirali in bodo še umirali zaradi tega, ker je bolnišnica prenapolnjena z COVID pacienti. V najhujšem drugem valu, tretjem valu smo imeli mi sočasno hospitaliziranih 240 COVID bolnikov, od tega 50 v intenzivni terapiji. In hkrati pa smo imeli zaradi odsotnosti iz delovnega mesta, zaradi COVID okužb, tudi po več 100 zaposlenih dnevno. Kar pomeni, da smo morali bistveno zmanjšati kapacitete in to je nujno potrebno upoštevati pri borbi z COVID-om. In zato še enkrat, edino zdravilo oziroma edini način v tem trenutku je cepljenje. Hilda, naša glavna sestra bolnišnice, je zadnja. Hilda, prosim, še ti povej svojega zornega kota, kako ti vidiš stvari, kaj bi bilo smiselno napraviti. Najlepša hvala vsem strokovnjakom, res za nazorno, strokovno razlago. Mislim, da ste nam dali še tiste zadnje dvome, ki smo jih imeli, predvsem zaposleni v zdravstveni negi. Žal, moramo ti podatki kažejo, analize, statistika je neusmiljena. Zavedati se moramo zaposleni v zdravstveni negi, da smo 24 ur pacientu in smo največji možni, kako bi rekla, da pacientu damo, že tako, ki je bolan, še dodatno obremenitev, torej COVID. Tako da je cepljenje tisto, ki nas ščiti in seveda hkrati smo tudi odgovorni za zdravo okolje, v katero prihaja pacient. Odgovorni smo do sebe in pa seveda do tistih, za katere skrbimo in pa seveda svojih najbližjih. Zato jaz mislim, predvsem hvala dr. Mojezinoviču za tisti dvom, ki je kaj narediti, ker sem še mlada in bi želela zanositi, da ste dali jasni odgovor, ne jaz, ampak to se poraja največkrat vprašanje, kdaj se cepiti, zakaj se cepiti in torej res polagam vsem kolegicam, kolegom, da se zavedajo, da so odgovorni za zdravo in pa seveda varno okolje pri pacientih, predvsem to. Res se še enkrat zahvaljujem vsem strokovnjakom za to nazorno predstavitev. Ja, hvala lepa. Zdaj, tukaj še nekaj vprašanj se pojavlja sočasno. Eno izmed njih je, ali je smiselno razmišljati o obveznem cepljenju za posamezne kategorije prebivalstva, za vse prebivalce, tako naprej. Tu mogoče zastavljam vprašanje profesor Štruklu pa dr. Goriškovi, kaj mislite o tem? Dam prednost dr. Goriškovi, prosim. Hvala. To je v današnjem času zelo težko odgovoriti. Osebno sem seveda pristaš svobodne volje, svobodne poučene izbire. Želela bi si, da bi živela v državi, kjer bi prebivalci razumeli, zakaj je to pomembno. Bojim pa se, da temu ni tako. In bojim se, da z takšnim stanjem, kakršno je zdaj, bomo utrpeli nepopravljivo škodo v zdravstvu, šolstvu in gospodarstvu. In odločevalci se bodo morali odločiti, do kakšne mere si lahko to privoščimo. In če bo ta cena previsoka, menim, da bodo morali ukrepati tako, kot je potrebno ukrepati, da se zaščiti zdravje državljanov, kakor veli tudi ustava, če se tako malo bolj strogo izrazim. Si pa tega seveda ne želim, ker vem, da obvezno cepljenje prinaša veliko negodovanja in želela bi si, da se vsi odločimo po lastni, pametni presoji, poučeni presoji. Ne vem, če sem vam odgovorila, mogoče ste razumeli, kaj želim povedati. Jaz mislim, da bi vsi rizični morali cepiti po svoji svobodni volji. Zelo dobro, hvala lepa. Če lahko še, Matjaž, če mi dovoliš, še sam dodam, z dr. Goriško se absolutno strinjam. Jaz sam nisem pristaš nobene obveznosti. Tudi obvezno privezovanje pasu, komu škodim,
sam sebi, ne? Če se bom poškodoval, sam sebi škodi nobenemu drugemu. A veste, kakšna mehna verjetnost je, da ne bom privezan, se bom zaletel in bom skozi šipo priletel v drugo šipo neki mladi dami v naročje. Torej, te verjetnosti skoraj ni bilo še edina prednost. Ne? Drugače, kaj hočem povedati, skratka, obveznost vsaj v Sloveniji ni tista, ki bi dajala eno pozitivno. Je pa nekaj drugega res. Švedi so šli na začetku prvega vala skozi odprtost. Plačali so velik davek. Oni so plačali na začetku večji davek, kar se smrtnosti tiče, in so na ta način ugotovili, da je pa cepljenje tisti trenutek, ko je bilo dovolj cepiv na razpolago, so Švedi med bolj precepljenimi, da ne govorimo o celi Skandinaviji. In to je to, kar dr. Goriškova poudarja, in to je osebna odgovornost. Odgovornost do sebe, odgovornost do okolice. In Slovenci smo znani skeptiki, zato se ne čudim. Jaz sem vam povedal na začetku, kako je bilo za sezonsko gripo, skratka, da se bo tudi tukaj kaj spremenilo. Osebna odgovornost je pa nekaj, kar je povezano z znanostjo, kar je povezano z sprejemanjem znanosti in seveda tudi z načinom. In naša vlada, tudi strokovnjaki, ki so imeli možnost, so zamudili priložnost, ki jo je imela, recimo, ki jo je dala Nemčija, gospa Merklova, ko je povedala zelo lepo, vsi smo v istem čovnu. Skratka, nagovarjati moramo množice tako, da imajo možnost izraziti dvoma, da odgovorimo na vprašanja, ampak da jim povemo osebno odgovornost, delate s pacienti, kaj se bo zgodilo, če boste vi okužili enega pacienta, kako se boste počutili. Mogoče je to tisto. Ja, hvala lepa. Zdaj se tukaj, mogoče bomo potegnili črto, jaz bi na koncu samo to še rekel, vsak pri sebi si mora odgovoriti, ali je sposoben samostojno oceniti, ali je cepljenje učinkovito in varno. Znanje na tem področju je enormno in ocenjevati to znanje oziroma ga preceniti, dati odgovor. Tukaj pa seveda se mora človek zastaviti vprašanje, ali je to sposobno ali ne. Jaz sam pri sebi vem, da na to vprašanje nisem sposoben odgovoriti za svoje znanje, kljub temu, da sem zdravnik in kljub temu, da se ukvarjam z medicino že dolga leta. In tu ljudje morajo biti pošteni sami do sebe. Problem je, če nekaj ne veš ali pa če ne znaš, ampak da ne veš, da ne znaš, je pa seveda še večji problem. In pa drugi problem je zaupanje, komu zaupati. Mislim, da je tu odgovor jasen, strokovnjakom in pa znanosti. In potem je tu še vprašanje solidarnosti do tistih, ki bodo utrpeli posledice, kljub temu, da jaz, ki se nisem cepil, ne bom zbolel za boleznijo, se bom mogoče samo okužil, prenesel na druge, ampak tisti, ki pa bodo umirali v bolnišnicah in tisti, ki ne bodo prišli do zdravljenja zaradi tega, ker so bolnišnice prenapolnjene s COVID pacienti, tisti pa bodo plačali zelo, zelo visoko ceno in teh ni nekaj 10, ni nekaj 100, ampak jih je nekaj 1000 ali pa 10 000. Da ne govorimo o gospodarski in drugi škodi. Tako da jaz bi s tem zaključil, bi vse tiste, ki so danes govorili, prosto, če imajo prezentacije, naj jih posredujejo, mi jih bomo dali na našo internetno stran, da bodo na voljo za ogled. In pa, če ima kdo od poslušalcev še kakšno vprašanje kasneje, je vabljen, da ga zastavi in ga bomo poskušali odgovoriti. Lepa hvala vsem, ki ste poslušali, še posebej pa hvala tistim, ki ste povedali svoje razmišljanja, svoje poglede. Lepa hvala.